se pa vtrguje film, ker čez majno sem plit na letu snimo na norcem, pa krpanjeno demonstracijo gozdarske mehanizacije. Pa sem rekel, pojdimo pogleda, da vidim, če se kaj dogaja, kva se deva, kva so privlekla. In je zastavce že videl tamla. Kam pa zdaj levo, desno ima bolj zvožen. Tamla so naprej zastavce. Upam, da že niso se podevali, ker malo zamujam. Rezalno cepilna, pa miza spredaj, pa lambo spredaj, a še ena rezalno cepilna. Tale je na sekularu, ne pa na motorko po mojem, zato ker je manj, ta je dosti velika. Pa ta velika miza. Oživo! Malo zamujam, ampak se vidim, da sem še prav. Kaj pa imate zdaj, kamione te prvi? Ne, najprej šlaka vitli v gozdu, potem keramik hlodovine z gozdarsko prikolico, vmes bo kamion postaja, na koncu pa tule na rezalno cepilno. Aha, pa ne bolj grem kar kele. Aha, tle še malo zavčajat, kar v redu. Pa takole, da nas nozi v, živijo. Tamle so pa živitle, tale pa še ni velik dimova, ki je še takole lepa. Tamle se skliže malo zajbava, tamle še ena vitla, pa Valtra, je ga čist gozdarska zadeva. Ko ima tamle, verjetno za Johna me pa prikolica pripita. Kokor sem na hiter videl, imajo kar celoten program tlela postavljen, no. Evo, še tamle majstri, so prišli iz Keša Ži. Enkrat smo nekaj skupaj snimali, v glavnem iz malo daljih koncev. Hojde, majster? A sprašujemo v naše konca? Ja, itak. No, vidiš, a se ga kakšen spomni, kva smo snimali takrat? Gorenčeve branje, a ne? A ja se že kaj dogaja tlela? Ja, neč je zdaj dan. Nič. Se pa bo. Sem mislil, da sem kaj zamudil, ampak vidim, da sem še ta prav cajt prišel. Ta prav cajt, ta prav. Bo. Evo, tam imamo pa konkurenco. Kam gremo, majster? Majna. A v Majno? A bomo vlekla? More. No, prav. Že diva. Kaj fest tega s tem orivcem? Živ! Evo, pa še novej Valtra, tam ima pa čist pobit gobec, a ni to zanimiv? Unema ne vem, kaj ne leč gobec, ta pa pobit ga. So čist premenila koncept. Nekaj taka sem pa jaz tudi že enkrat snimal. Podobno zadevo. Sem ti se mu drug dvigal, tale Makao ni mu pazi, se je prekraj pospravil. Pa 6210 R. Evo, bahar bo še malo reda, hiter naredil. Drugače pa čist tak, da loviš, je čisto prav. Na friš, na podrt, vse zmetan. Tako da bo prišlo do izraza tale vitla. Pa ostala mehanizacija. Aha, prpet je, vleče že. Ne vem, koliko imajo tole odsahnane. Vse to drugega. Že vleče. Ne vem, koliko tonska vitla je tistle. Zgleda ohravrem orang. Tam pa tudi da je padel. Bo ga pomagal nagnat. Evo, že leti. Burovc. Padel. Je dalek sodi okolje varnost na prvem mestu. Tale je eno rundo pelal. No vem, koliko ima 12 metrov to, koliko leče. Pa še 7 tonska vitla, da je v znaku vidim, da je 7 IHP. Pa ta nova Valtra. Devet tonka. Evo, to že baharčka bo vse prštima fletna. Še ketno čez vrže. Evo, dila gor. V prvo pa gas, ali pa ne vem v kjero. Ga potegne kaj nič, pa je to postartov. Tale je pa šel, kar raketa. Koga nisem mogel posneti. Že drviška, z gozdarko not. Verjetno bo tistele 4 metrske pobral. Evo, 12 tonsk podvozje, po moje, no, da je 12 tonka. Mehanske komande, gorne ročke, visok sedež, dvigal 7-4. No, da pa pognal. Bo videla, koliko je navajen, če je strojnik, če je lastnik tela prikolice oziroma da devan tel prikolic, bo mogel obladati. Zato, ker prikole je tudi že kar
nekaj ur dava čez. Bomo dale videli, kako to šlo. Ko pa tam na horki komand ne premika. A jaz sem nožno tudi, ja. Lej, fura sam, da se moraš navaditi. Pa, ko se enkrat navadiš, pa je to, kolikor toliko greš. Na začetku se pa loviš, pa daš nama z desno levo, pa nama z gor dol skor, pa take fure. Tam je tudi videl, da je eno ročico prestavil, bolj nazaj, da ima plet za grabež. Nekaj probava. Štimo lahko vse tule začnem povleči. Ale pa ne, na štor nas plezam, kamamo. A je na štor? Ne pride, računalnik prav, da ne gre. A ja, a ni hotel? Von mečem, ni pa fora, prav, da ga nekaj imate. Prevelik štor. In vsak štor, ja. Kako pa to, da se toliko borovc podira? Ja, klej tu prerašen smreko, več kaj tu mlade smreke, borovci pa stari. Tudi klej že itak se stoji čist prerašen, klej že zamujen, tu mogo narediti pred 10 minut. A je že toliko pozen? Umater. Evo, eno ima še zapil, pa gremo pa ven pogledat, pa se vduhajo. Evo, štilerca. Da nam prav trapasmo na poto, da je tlela. To majster v hles tukaj nečno, se vlik dober v gru, pa mogu nekat. Kako note, kaj zebe, a je v redu? Nič ne zebe, Nič ne zebe treba delati, a ne? Delate treba garbat. Tako ja. Medalinca. Podaja flet na zajlo. Da ne treba vlečiti kabak. Robik vam bomo pokazali. Tu imamo edinstveno varianto stop stikala na spodnjem škripcu. Ponavadi je to najbolj uporabno, da so ti v traktorski kabini kot uporabnik in potem ne vidiš, kaj se dogaja za vitlom. Če ti sediš na traktoru, ne vidiš, zadnje lahko potegneš brez skrbi do konca in je to to. Aha. Če pa nimaš tega stop stikala, pa poškoduješ ali zajlo ali šlik. To se pravi največ point, ja, to se pravi, če so traktorje, zato ker nimaš pogleda na škripec. V bistvu, tamle gor pa tle dol je stop stikal. Čak so pa to ta novi modeli videli, a ne? Tako, tu imamo zdaj 7 EHP z proporcionalno zavoro, prej smo pa videli pri delu DH s konstantno vlečno silo, pa tudi z proporcionalno zavoro in pa električnim krmiljenjem hitrosti odvijanja. A to naprej tudi? Tako. Unaj pa 9 tonka? Tako, ja. Ej, kva pa recimo ta dila, ki je spodaj hidraulična pa 9 tonk, zakaj to prav pride? Predvsem za obtežitev traktorja, potem če so manjše gozdne poti, tule smo skoraj na ravnem, ni tega problema, ampak če je recimo skala pa te stvari, potem z ravno desko se lažje fiksiraš. Ko je gibljiva deska, lahko samo 180 stopinj, v tem primeru, v tem čez ovinke, ko vlečeš paket hlodovine za sabo, ne poškoduješ lesa. Sploh če več vreden les, je to zelo pomembno. Kaj bi bila tista vitla še zraven, ki je bil štrik? Tiste pa pomožni vit, predvsem za delo v hrib, to pomeni zajla je ponavadi ima kar dosti veliko maso, sploh pri teh vitlih, ko so večje, 13 zajla, ko si 30 metrov strani že komaj premikaš. Če pa moraš v klanc vleči, je pa zgodba še prej zaključena. In s pomožnim vitlom imamo z manjšo plastično zajlo, potem greš v klanc, pripneš nekje za drevo in potem s tem malim vitlom 600 kg vlečne sile premikamo glavno zajlo do točke, kjer potem vnemo les. Aha, to se pravi zanimivo reč. Je pa to bolj mišljeno pa za po brigah, a kako? Tako, ja, je za težko... klanc, pa tudi pač, recimo tule za prvini, če je daljši doseg, da je treba celotno dolžino 120-190 metrov zajle izkoristiti, jo tudi potem ne vlečeš več. Čak, koliko metrov zajle je not? Pri 6 ton pa pol vitlo imamo 190 metrov zajle. 190 metrov? Tako, pri 8 pa pol oziroma 9 DH, tega, ko smo videli pri delu, pa 130 metrov, ampak 13 zajle. Ja, se vidiš, kje je to vlekel? To ni pogoja. Zelo hiter konc. Saj sem tudi gledal, tam je vse predvsem močneje narejen paket, ne, ki mu ti drsnike gor, to je vse močneje. Prej je bila tudi prikolca not, pa nisem točen videl, je bila 12 tonka, pa 7 dvigala, kjer je bil. Je bila 15 tonka, pa 7,4 dvigalo, z visokim sedežem in mehanskimi komandami. Aha, a je 15 tonka. Čak, kako pa je 6 dvigala, koliko je to ne dala, je 8, 7, aj? 8,60 m. A 8,60, malo sem pozabil te številke. Zdaj gremo pa ven pogledati, kaj se zunaj dogaja. Tam imajo pa tudi kamion, pa rezalno cepilne. To sem že prej malo posnel, no. Tale se pa nič kaj ne špara.
Kaj to vleče? Sem toliko cajt hodil, da sem malo zamudil, ampak sem pa saj malo povedal zraven. Evo, vas zrobi malo pogledali, to se pravi tam malo kamion pa prikolico. To smo enkrat tudi že ločen snimali, HTT Karpana, ne? Tako? Veš, kaj me zanima, kako pa je recimo pri telih kamionskih dvigalih? Vidim, da je taka stegne sploh deleč. Kakšna je tle opcija? Tole imamo 10 metrov pa pol dosega, obstaja še varianta 9,5 in pa 8,5. 8,5 potem samo en teleskop, to je pri 10,5 imamo 2 teleskopa. Dejansko je pri tem dvigalu komplet cevi, recimo je največja razlika. Vse cevi so v dvigalu skrite. Pri gozdarski prikolici se pa pač vidi, ne, to vodilo hidrauličnih cevi. Tudi potem, kar se tiče sedeža, varianta na gozdarski prikolici je dosti bolj odprta, kot povem na profi tovornjaškem dvigalu. Tam je pa res vse zaščite, vse, da je čim manj možnosti poškodb, toliko in toliko ur dnevno sedela in mora biti zadeva čim bolj zaščitena. To se pravi, načeloma na prvo žogo preko, da je isto, ampak je pa kar velika razlika. Ja. Pa bistvena razlika, pač ok, tu imamo K dvigalo in pa Z, kar se tiče zlaganja. In pri naših Z dvigalih zaradi samega dosega je tudi vpetje drugih cilindrov drugače rešeno. Je tudi kar dosti zahteven tehnološki proces, ker ne gre bolcem skozi roko dvigala, ampak je vpetje stransko, levo-desno, vsak cilinder. In je na tem dvigalu kar nekaj inovacij oziroma tudi patentov, pa tudi smo upoštevali vse patente ostalih razvijalcev, ker smo relativno pozno vstopamo v ta segment in je tudi ta aspekt bil zelo pomemben. To je bila pa dobro, da še ni not vstavil, kar ima not zlezu. Ja, kamion pa ima ožje gume, pa težek, kar hudič, pa tako je. Evo, tako je malo na hiter, drugače v kakšnega malo več zanimal, imam ločen video, no bom tlele en link pripopal. Se da pogledati, no prav od HTT-ja, ki smo snimali. Zdaj pa tamle malo na gor, pa naprej na rezalno cepilne. Evo. Tu če jim res paše. Živ! A kaj golaža? Je. A ga vha dobim? Seveda. No, hvala. Tola pa bo dala, da me malo pogreje. Evo, kva to kar pen zrihta, stari, južno vse. Ni treba, da je največ, kaj čist navadna. Če ne ima doma vzmerjeva, da neč južne najemam kol. No evo, pa še nazalna cepilna. Tale je res kar ogromna zadeva. Vidim, da je kar na kolesah, ja. Drugač pa sam ročko premika pletno. Mala malca. Enega bi rad vprašal, kje je tista največja razlika, če je na klino ali pa še je na meč. Jaz sem takrat na testa na meč, pa me je ta najbolj to motiv, zato ker dosti hit skrhal. Tiste kline, da skrhaš to hit po mojem. Dej, če je kaj hitri, morbit je. Ja se tam ne lobi, pa če bi neha vprašal. Mi zadvigne tam na cilinder spodi, pa naprej potegne. Komanda tle je dosti podobna, tako rečen. Tole samo jaz itak že na testa na meč. Ampak vidim, da ta največja razlika ali je na klino ali pa je na meč. Vsem stroški izdrževanja, če je na sekulara, nimaš uporabe olja, verige, pri verižnem sistemu, če je hlod umazan, je en hlod dovolj, da je veriga skrhan. No pa sem je prav zdel, ja. Če bo malo stran, smo hit skrhan, ja. To se pravi tam pa... Pa 800 kubikov do prvega krušenja. Ni uporabe olja, pa potem tudi vino lahko uporabljaš za živali. Čeprav je pa una predvsem bolj glumatna zadeva, ne, tale je dosti manj. A une variante so vse na kolesa, kot prikolca? Lahko je fiksno, če rabiš malo težji traktor za transport, nekaj 4 tone, če pa manjši traktor, pa potem podvozi, pa večno. No evo, dej bomo. Čeprav tole ima še unga na misli, ne imamo sve to. Morate prvi unga narediti, pa bo. Obstaja pa tudi na opcija, ki je ta velika mica, tako je tam na un variant. To se pravi, da s prikolco hor namečeš več komadov, pa enega pa po enega flet nasuvaš naprej. Gleda pa prikolo butajo z dveh koncev. Tole je pa še misca, po mojem, da je odpre, pa da je kakšno žegovino ali pa kakšne trske, drga meče, tale ta debolez gre pa naprej. Po mojem, da malo lučuje, no. Tam nema vale žagane takole leti, tega ima kar posev spalanga kela nekam. Nazaj v Hmajno. No, sem mislil, da jim pol ure tlela. Čakaj, sem jaz pa zaključek naredil. Po mojem, da ne. V glavnem iz moje strani to. Saj za dodatne vprašanja pa tako vrste, da je najbolj, da se kar na Karpana obrnete. Grem, dej. Živ!